tujcih, ne vemo še sicer kako, ker še niso povedali, ampak dokot bi lahko šli ti amandmaji, da bi bili še vedno sprejemljivi za SDS, skratka, da bi SDS še vedno na glasovanju pritisnila za. Mislim, napovedal podporo zakonu. V vsakem primeru? Ne, v vsakem primeru glih ne, bomo pa situacijo ocenjevali. Če bi vsi ti glasovi iz tujine, bom rekel, pomenili, da bo koalicija klecnala, kot se temu reče, ali pa del koalicije kolapsiral, če želite, potem mi ne bomo. Gospod Gorenak, nekaj mednarodnih pravnikov opozarja, pa tudi seveda Svet Evrope, da to, kar sprejemamo, ni v skladju z konvencijo o človekovih pravicah, niti ne z Ženevsko konvencijo, pa Evropsko temeljno listino, in da so možne seveda tudi tožbe na sodišču, kot v primeru, ne vem, izbrisanih ali pa smo imeli varčevalce nekdanje Ljubljanske banke in tako naprej. Kaj pa odgovor na to? Konec koncev vendarle se je Slovenija zavezala nekaterim mednarodnim pravnim standardom. Ne, absolutno ne. Mislim, to ni kaj reči, in v določenem smislu, pod določenim pogoji ima ti ljudje tudi prav, ko na ta način interpretirajo zadeve, vendar jim je treba takoj postaviti obratno vprašanje. Kaj pa takrat, ko bo Slovenija preplavljena 100 000 ljudmi, ki jih ne bomo mogli oskrbeti? To je en del odgovora, drug del odgovora pa pogledajte naslednje. Veste, mi v Sloveniji zdaj izgubljamo vrsto nekih tožb pred nekimi takimi in drugačnimi sodišči Evropske unije. Takole bom rekel. Glejte, mi včasih preveč pokleknemo. In včasih se mi zdi, da preveč, kako da vam rečem, preveč zaženemo vik in krik, to so pa zdaj tako odločili, mi bomo to spoštovali. Vidite, gospod Plenković je 2 dni nazaj v neki tožbi, ki jo je Hrvaška izgubila napram Madžarski, rekel, tega ne bomo spoštovali. Drugo, če želite, gledajte, Evropsko sodišče človekove pravice je že pred skoraj 20 leti sprejelo sodbo zoper Veliko Britanijo, ko so rekli, da morajo omogočiti volilno pravico zaprtim osebam. Velika Britanija pravi ne. In tega ni uresničila do danes. Ali, torej sprašujem se, ali lahko nekdo na tej točki, ki ste vi vprašali, prisili Republiko Slovenijo v to, da bo imela odprte meje in da bo spustila v državo nekontrolirano število ljudi, ki jih ne bo mogla oskrbeti. Jaz mislim, da takega subjekta v Evropi ni. Ker smo odgovorni za stanje v državi mi in v tem kontekstu smo reči, da podpiramo vlado. Še to, nam lahko morebitno kršenje teh mednarodnih konvencij škoduje pri denimo arbitražnem sporazumu. Tudi tam pričakujemo od Hrvatov, da bodo spoštovali to mednarodno pogodbo, ki smo jo podpisali. No, pričakujemo, Hrvati pa pravijo, da jo ne bojo. Tako da je zelo težko reči, kaj lahko na to vpliva. Ne bi si drznil soditi, če bi to vplivalo na to odločitev. V Črnomlju naj bi zdaj imeli referendum o migranskem centru. Glede na to, da več ali manj po vsej Sloveniji so velike težave s preprečevanjem lokalnih skupnosti, je to neke vrste demokratičen model, verjetno za večino nezaslišan, ampak kako naj se odloča o tem, torej ne samo država, ne parlament, ampak vedno z lokalno skupnostjo. No, jaz težko rečem na neko konkretno lokalno skupnost, ampak jaz sem globoko prepričan, da državljani Republike Slovenije lahko in morajo odločati v najpomembnejših stvarih. To je pa tudi vprašanje naseljevanja ilegalnih migrantov. Ker jaz ne bom nikoli, vsaj na osebni ravni, pa verjamem, da bo ravnala tako tudi stranka, pristal na to, da imajo ti ljudje, da za te ljudje damo več kot za slovenske državljane. Glejte, če je minimalna penzija 440, pa bo šla zdaj na 500 evrov, ali koliko že za polno delovno dobo, če je plača taka, kot je minimalna, ki jo vsi poznate, potem jaz ne morem pristati na to. Poudarjam, ne morem in ne bomo pristali na to, da nudimo tem ljudem višji standard. Poglejte zdaj, keramični štedilniki, televizor 81, pejte v moje stanovanje, pa poglejte, kaj ima. Štedilnik star 30 let, pa televizor tak, da bo že, pa ni smerilo, Mislim, da seveda moramo dati za te ljudi
manj kot za slovenske državljane s polno delovno dobo ali minimalno plačo. To je za moje pojme kriterij.